Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Slovenski novinarji, smučarji, združeni v SCI Slovenija, Društvo novinarjev športnikov, ki so tudi del Svetovnega združenja novinarjev smučarjev SCI, so v Kranjski Gori pripravili tiskovno konferenco, ki so jo organizirali na začetku nacionalnega srečanja, že 56. po vrsti in 32. v samostojni Sloveniji. Kot ljubitelji smučanja so tako dodali svoj prispevek k razvoju slovenskega zimskega turizma. Tematika pogovora je bila razmere v slovenskem zimskem turizmu, smučanje in pospešeno usmerjanje v celoletni turizem v gorskih centrih. Okroglo mizo je vodil znan slovenski turistični novinar in tudi smučar Drago Bulc, ki je z gosti razvojno razmišljal, kako razmere v zimsko-športnih središčih še izboljšati. Ja, za nama je čudovita zimska pravljica, res da ni sončna, ampak sonce bo prišlo. Upajmo prav za počitnice, za vrhunec letošnje sezone. Kako ste pripravljeni, kakšne so kakšne novosti? Mi pravimo, če je že slabo vreme, naj saj sneži. In res nas je sneg v preteklih dneh zelo dobro obdaril, tudi ravno prav za naslednji vrhunec zimske sezone, ko imamo pripravljene sigurno vse naše turistične produkte, vse smučarske proge na smučiščih, tako tule v Kranjski Gori kot v Mojstrani, so zasnežene, so odprte. Smučarsko-tekaške proge na področju nordijskega centra in potem ledin se tja do meje z Italijo so dnevno urejene že od sredine meseca decembra in v polnem obsegu. Potem ta naravni sneg smo izkoristili tudi za ureditev smučarsko-tekaških prog tule v centru vasi Kranjska Gora, na tem polju za hotelom Kompas. Te proge so brezplačne, vsa drsališča prav tako normalno obratujejo in privabijo tudi številne, predvsem otroke. No, tako ta v centru vasi Kranjska Gora kot drsališče, veliko drsališče, novo drsališče v Planici. Tako da bi rekel, da smo na prihajajoče zimske šolske počitnice dobro pripravljeni in se jih zelo veselimo. Letos ste vašo ponudbo razširili tudi čez mejo na avstrijsko in italijansko stran. Na kakšen način? Drži. Kljubujemo mogoče tudi kakšnim tednom slabše zimske sezone po vremenu, po snežnih podlagah ali pa po obisku. Skupaj s kolegi upravljavci smučišč v Sloveniji, Italiji in pa v Avstriji ponujamo našim gostom tako imenovano Julijske Alpe, smučarsko vozovnico. Velja od 2 do 7 dni, namenjena je večdnevnim obiskovalcem, ki lahko prosto izbirajo obisk smučišč, vključenih v to vozovnico, tudi optimizirajo svojo izkušnjo. Nekje morda je nad kakšnim smučiščem kakšen oblak, nekje sveti sonce in obiskovalci to lahko dnevno preverjajo in pravim optimizirajo svoj obisk. Smučarska vozovnica ponuja preko 250 km smučarskih prog. Specifika je ta, da seveda niso povezane vse z žičniškimi napravami, se je treba med smučišči gibati, pripeljati, ampak beležimo zelo dober obisk, tudi številni hotelirji, turistično gospodarstvo je to vozovnico vzelo za svoje, paketira in ponuja širom po svetu. Obiskovalci so pa potem tudi navdušeni, da lahko v bistvu v času bivanja tule v Kranjski Gori smučajo tudi na okoliških smučiščih. Če želijo, seveda ni pa nujno, lahko pa ves čas bivanja smučajo s to vozovnico izključno tudi samo na smučišču Kranjska Gora. Hvala lepa. Ja, kakšne so novosti na Sorci v letošnjem letu in seveda kakšna je snežna situacija? Ja, mi smo čez poletje napeli vse silo, da smo se tudi za zimo, kar se tiče opreme, nov teptavc smo nabavili, dodatnih 7 snežnih topov, tako da v bistvu lahko, glede na to, da nas je narava šele 14 dni nazaj obdarila z naravnim snegom, smo prej laufali na tehničnem snegu. Veliko se usmerjamo v produkt nočnega sankanja, smo edini v Sloveniji, ki to izvajamo, pri katerem poteka vožnja potnikov z vlečnico navzgor s sanmi in je tudi ta zadeva vsak let
vsak let bolj popularna in širimo število sank. No, tako. Z katere strani prihaja več smučarjev in sankarjev, z Primorske ali z Gorenjske? Mi opažamo, da okoli 60% obiskovalcev prihaja se strani Bohinja in pa okoli 30% z Primorske, pa nekje 10 tam je škofjeloškega območja. Optimističen začetek sezone, predvsem zdaj presek, ker sezona se še v bistvu ni končala, smo pred vrhuncem sezone. Dokdaj računate, bi lahko trajala v gorskih centrih, ki so malo višje, in dokdaj recimo tukaj v Kranjski Gori? Glede na nov zapadli stek bi se lahko sezona podaljšala v april, ne bom rekel zdaj še v začetek maja. Vogo je kar dobil neko količino snega, tudi Soriška planina. To so pač naša ta največja obratujoča smučišča. Žal Kanin ne obratuje, tam bi sigurno lahko za 1. maja smučali. Tako da mi upamo samo na dobro vreme, par sončnih dni, da lahko ta dober začetek pripeljemo tudi do konca. Torej vse tiste investicije iz zadnjih let, vse nove žičnice zdaj obratujejo, to je bila s to zimo naložba upravičena? Ja, kot sem že prej rekel, 6-sedežnica na Rogli, Mašin Žaga, dela rekorde, da je proti drugi najbolj obremenjeni sedežnici Kekec v Kranjski Gori, je skoraj dvakratna količina obiska, in pa tudi vse ostale žičnice, ki so bile del te investicije, obratujejo tako poleti in tako pozimi, kar je bil tudi namen. Lahko smo optimistični, na Krvavcu je dovolj snega, čudovita zimska pravljica, ampak ni to samo zanimivo za smučarje, ampak tudi tisti, ki skozi bolj pogosto prihajajo zaradi apreski programa na Krvavc. Kaj v bistvu se še obeta v letošnji sezoni? Zdaj v bistvu, tako kot sem omenila, zimska pravljica obratuje celo smučišče, kar je seveda po več letih kar velik dosežek. Je pa res, da smo sobote popestrili s tem, da se v popoldanskih urah smučanje prestavi v notranji prostor plaže Krvavec, kjer v bistvu še vedno za celotni februar in marec planiramo dogodke vsako soboto z živo glasbo. Tako da moramo reči, da poleg neke odlične smuke dopoldne, pestro dogajanje tudi popoldne. No, ampak še eno novost na smučišču lahko si obetamo od tega prihodnega vikenda pred počitnicami. Tako v bistvu tudi Snežni park prihaja, tako da v bistvu danes smo intenzivno začeli s pripravo objektov, tako da upamo, da nam bo vreme naklonjeno in da bo že od sobote naprej na voljo tudi Snežni park na Krvavcu. To pomeni, da je potem 28 od 28 odprtega in vse proge na voljo za obiskovalce. Ja, želim vam čim boljšo sezono, ampak vendar ne preveč smučarjev.